Martinovo ali god svetega Martina je dan, na katerega se evropske države na raznolik način spominjajo svetnika, ki je dal svoj plašč beraču, da bi lahko skril revščino. To je praznik, ki sega daleč v čas pred Kristusom. V jesenskih slavjih in pojedinah so se naši poganski predniki zahvaljevali bogovom za dobro letino, hkrati pa naslavljali priprošnje za ponovitev obilja v prihodnjem letu. Zaradi splošne priljubljenosti cerkev med pokristanjevanjem praznika ni odpravila, ampak ga je zaznamovala znanim in med ljudmi čaščenim svetnikom, svetim Martinom, krščanskim škofom, rojenim v začetku 4. stoletja na današnjem Slovenskem. V ritmih koračnice godbe napihala Slovenske Konjice in z vokalnim sekstetom Lindex s pesmijo V konicah je lepo je potekalo odkritje nove zlate plošče Entente Floral Europe 2014, ki so jo Konjičani po 16 letih ponovno prejeli za izjemno urejenost njihovega mesta in se tako znova postavili ob bok najlepše urejenim evropskim mestom in jo ponosno postavili na ogled obiskovalcem naših krajev ob fontani za 2 ptici. Konjice so v tem času zlate po barvi vinogradov, zlate po lesku rujnega vina v kozarcih in zlate po urejenosti. Nedelja 29. junij 2014 bo za konjiške občane ostala zapisana v pisnih virih in v spominih kot prijeten dan. Obisk mednarodne komisije Entente Floral Europe je v vsakem kraju nekaj posebnega. V Konjicah prav zaradi tega, ker so ga po 16 letih ponovili in ker so bili leta 1998 prav v Slovenskih Konjicah prvi prejemniki tega prestižnega priznanja v Sloveniji. Že mnoge generacije so spoznale, da so slovenski kraji izjemno lepi. Tukaj so želeli živeti, delati, čutili so pripadnost svojemu kraju in Dravinjski dolini. In s tem simbolnim dejanjem znova dokazujejo, da so takšni tudi sedanji prebivalci, ki znajo ljubezen in spoštovanje do okolja prenašati tudi na bodoče rodove. Župan Zlate občine 2014, Miran Gorinšek, je ob odkritju zlate plošče vsem zbranim namenil nekaj prijaznih besed. Tina Šlaus, članica mednarodne žirije EFE in članica upravnega odbora Entente Floral Slovenija, je goste pozdravila in spregovorila še v svojem imenu. Dan, ki bo ostal zapisan v zgodovini mesta, kajti ta dan smo imeli v gosteh Evropsko komisijo, ki je med nami bivala ves dan, ocenila, kaj smo naredili in kar je najbolj pomembno, vse, kar smo pripravljali zaradi tega dne, zaradi tega obiska, je po njihovem odhodu ostalo nam. Ostalo nam je dvoje. Čudovito urejeno okolje in pa tole priznanje. In naj bo to priznanje kot zahvala za trud vsem tistim, ki ste pripomogli k temu in tudi opomin, da moramo na tej poti, ki smo jo začrtali, tudi vztrajati. Še enkrat hvala vsem, še posebej pa članoma mednarodne komisije, Tini in pa Toniju Šlausu, ki pa seveda Konjic nista ocenjevala, sta pa svojim znanjem in izkušnjami, predvsem pa spoznavanjem, kaj Evropa v tem trenutku pričakuje oziroma kaj si želi, s njihovimi napotki smo prišli tako daleč, da smo se lahko predstavili v najboljši luči. Jaz sem prepričan, da to priznanje ni zadnjo, kajti Konjice so zares zlato mesto po urejenosti in pa tudi po čudovitih, prijaznih prebivalcih. Vsem skupaj še enkrat hvala in čestitke vsem Konjičankam in Konjičanom. Lepo prav še v mojem imenu in v imenu seveda tudi mojega očeta Antona. Kaj naj rečem? Srečno sva oba dva, da nam je uspelo ponoviti zadevo iz leta 1998 in izredno pomembno je, da se zavedate, da to vse, kar smo naredili, ostaja vam, tudi nam, domačinom, pa tudi turistom. Kaj več, nekaj ne vem, iskrena hvala tudi za vaš trud,
pravi vsem domačinom, pa tudi vsem sodelujočim v operativnem odboru, ki so nam pomagali, da smo to. Hvala. Ja, hvala lepa. Nekoga moraš imeti rad, je nekoč zapisal v Konjicah rojeni slovenski pesnik Ivan Minaki. Konjičani imamo radi svoje mesto, teče nam po žilah in glas o njem s ponosom radi nesemo v svet. Celo tako radi jih imamo te naše Konjice, da zanje pišemo pesmi in jim jih radi zapojemo kot mladi fantje puncam romantične podobnice. In tako bo sedaj zazvenela pesem za naše Konjice, ki jo bodo med vas prinesli fantje vokalnega seksteta Lindek. Zapeli nam bodo nam Konjičanom tako ljub konjiški valček, za katerega je besedilo napisala gospa Silva Železnik-Einfalt, glasbo pa Konjičan Jure Zdovc. Prisluhnimo, kako lepo je zares v teh naših Konjicah. Jazne Konjice leži, spodnji sto se bije dravinja lahko, stari se dviga v nebo. Jeseni posadje tišina okrog, razlega se pisem posod. Veselo se dni, se globote cvrti, ogrodje oškavca zori. Ja, so lepo skladbo, pa smo sedaj prišli do tistega svečanega trenutka današnjega dne, ko bomo to zlato ploščo Anton Floral Europe postavili na ogled in jo s ponosom pokazali našim obiskovalcem. Nam pa bo služila kot ogledalo, v katerem bomo gledali odsev naših prizadevanj za to, da bi naši kraji ponujali čim prijetnejše okolje in omogočali visoko kakovost bivanja ljudem, ki tukaj živimo in ustvarjamo seveda. Tako sedaj k svečanemu odkritju zlate plošče povabim župana občine Slovenske Konjice, gospoda Mirana Gorinška, ter oba slovenska člana Mednarodne komisije Anton Floral Europe, Antona in Tino Šlausa. Martinovanje je nedvoumno povezano z družabnostjo in dobro voljo, zato na takšna slavja v goste vedno radi povabijo tudi prijatelje mesta, ki druženju s prijaznim stiskom roke in toplimi nasmehi dodajo še tisto prav posebno piko na i. Letos je to druženje potekalo s prijatelji združenja Anton Floral Europe 2014 in povabljenimi gosti iz domače okolice. Za veselo in razigrano vzdušje so svojo glasbo in navihanostjo poskrbeli člani ansambla Vrt, s katerimi so se zbrani obiskovalci zabavali vse tja do poznega popoldneva. Uvodna udarna točka, ki je služila kot ogrevanje, pa je prišla izpod stopal plesalcev plesne šole J-Dance Studio, ki jo pri nas uspešno vodi Jernej Šerja. Preden konec kom vročine, utrgam dedektiči cvet, preko mu lepota mine, bo zameznim čarobe svet. Ti, 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 moja rožica, kraljica mojega, si srca mladega. Ti, 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 moja rožica, na pragu zrelih let, najlepši cvet. Ljudski pevci in godec Konjiške gore obujajo spomin na ljudske pesmi, ki smo jih podedovali od svojih prednikov, da le te nikdar ne bi bile pozabljene
in tudi letos s svojim petjem prinesli spomine na rane otroške dni. Na letošnjem martinovanju so podelili tudi nagrado za najfotografijo na temo Trgatev, ki je prispela na fotografski natečaj Splošne knjižnice Slovenske Konjice. Fotografije so bile na ogled na letošnji naznanitvi Trgatve in za njih se je glasovalo. Tako je bil znan zmagovalec, največ glasov je zbral Miro Pajenk. Za nagrado je prejel penino zlatega griča z 2 spominskima kozarcema, ki ga bosta spodbujala, da bo v svoj fotografski objektiv še naprej lovil vinogradniške motive. Mlade umetnice so navdušile zbrane obiskovalce s prav posebno artistično plesno točko, in sicer so prikazale umetnost Twirlinga. Člani literarnega društva Gnezdo so posebej za tokratno priložnost lastnoročno izdelali prekrasne kostume, ki ponazarjajo darove jeseni, in uprizorili kratko igrico. Predsednica Vinogradniško-vinarskega društva Slovenske Konjice, lanskoletna vinska kraljica Slovenije Neža Pavlič, je skupaj s strokovnjaki in vinogradniki opisala kvalitete letos pridelanega konjiškega vina, najpomembnejši osrednji dogodek pa je bil blagoslov mladega vina iz strani arhidiakona Jožeta Vogrina. In zato se mi zdi, da kot kristjan, ko gledam na vino in na vse dogodke okrog vina, čutim ob tem neko posebno dolžnost, da vam nekako približam, da je vino nekaj posebnega. Da to ni nekaj, kar bi lahko skoraj rekli za vsak dan, da je to stvar, ki se uporablja za posebne stvari, da posebej obogati družinski obed, da posebej obogati kako žlahtno družbo, da to ni, v bistvu sploh ni za pijanščino, ampak da je to stvar, ki se da samo zraven takrat, kadar ima človek žlahtno srce, kadar ima žlahtne namene, in pa še zraven samo takrat, kadar je človek res v srcu tudi žlahten in dober. Takrat vino v njem sprosti vse lepo in je res življenje in tisto, kar tudi o vino počne hvalnica. Hvalnica Bogu, ki to daje, in tudi zahvala človeku, ki se mora potruditi, da to rata. Molimo. Gospod naš Bog, polni hvaležnosti za vino, satrta in človeškega dela, slavimo tvojo modrost, ki mu je dala moč, da nas skrepi in razveseljuje. Prosimo te, blagoslovi to novo vino, ki ga bomo pili v čas svetemu Martinu. Naj nas poveže med seboj in s teboj, da te bomo neprestano hvalili in slavili po Kristusu, našem Gospodu. Amen. Naj bo to novo vino blagoslovljeno v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Stojnice so se v okviru spremljevalnega programa šibile z bogato vinogradniško-kulinarično ponudbo, seveda se je našlo še marsikaj zanimivega, unikatni modni dodatki, glinene posodice, dekorativni predmeti in ostale jesenske lokalne dobrote in izdelki domačih obrti. Za lačne želočke je poskrbela okusna Martinova malica po prav posebni ceni, seveda pa ni manjkala tudi žlahtna konjiška kapljica. Obilico smeha je na odru prinašal Sašo Dobnik, vsem poznan kot gasilec Sašo iz TV oddaje Raketa. Podeljeni blagoslov mlademu vinu, ubrano petje in glasba iz vseh inštrumentov, dobra volja zbranih, so pripomogli k čudovitemu vzdušju na konjiškem mestnem trgu.